Z največjim veseljem začenjam še 10. epizodo pregledu svežih jesenskih animejev. Ker je vse omembe vrednih animejev že praktično zmanjkalo, je tokratna epizoda zadnja. Za tokratno pa smo privrčevali še vsaj en zelo omembe vreden avtomobilističen anime Initial D Fifth Stage, nenavadno kratko komično serijo šolskega kluba Laischlat Club in drugo sezono dekliško-romantične fantazijske serije Hiro no Kakera Daini Show. Najprej pa. Črna luknja je slovenska trgovina, kjer poleg široke palete družabnih iger, maketarstva in igrač najdete tudi animejske zbirateljske figure, plakate, majice in obeske. Črna luknja je odličen kraj, kjer ne delajo prodajalci, ampak strasti ljubitelji. V spletni trgovini najdete v sekciji memorabilija poleg stvari na zalogi tudi razne plakate, zbirateljske figure in druge drobnarije, ki so po prednaročilih. Ne spreglejte! Tokrat bomo začeli z eno res staro avtomobilsko TV serijo, ki se je začela predvajati že leta 1998. V letošnji jeseni pa so končno nadaljevali s 5. sezono nenaravno nore drifterske akcije. Gre za Initial D Fifth Stage, ki se vrti okoli mladega voznika Takumija s talentiranim občutkom za driftanje. Za to sposobnost pa gre predvsem zasluga njegovemu očetu, prevažati ga je moral v sfrizirani Toyoti Sprinter Tureno in po zelo ovinkastih cestah čez tamkajšnji hrib. Ker pa je moral dostaviti v čim krajšem času, je s tem pridobil nenavadne drifterske sposobnosti, ki so šokirale lokalne drifterske bande. Takumi je kmalu postal lokalna legenda, ki pa se skozi vsako sezono in mnogimi tekmeci tudi izboljšuje. V 5. sezoni pa se bo Takumi z ekipo Project D podal v še zahtevnejše drifterske vode. Začeli so precej lahkotno in z malo akcije, ampak to je tudi dokaj pričakovano. Serija se ne vrti le okoli driftanja, ampak tudi grajenja osebnosti likov. Čeprav animacija driftov ni jako realistična, svoje naredita glasba in napetost driftanja. Na tem mestu svetujem poslušanje skladb anime v vašem avtu, ker se adrenalinsko nabite in povzročajo podzavestno pritiskanje na plin. Sicer pa res super animejska serija za vsakršnega ljubitelja avtomobila. Ker res nimam več veliko izbire, sem spet pobral še eno svežo kratko komično serijo Laischlat Club. Gre za nekakšen šolski klub, kjer imajo robota, ki deluje na rastlino liči. V prvi epizodi klub ujame enega vohuna, ki pa ga nekako želijo kaznovati. Ker so vsi predlogi članov zelo nenavadni, edino dekle v klubu predlaga najhujšo kazen, da bo odslej pri kosilu jedel le riž. Kratko, neumno, nezanimivo in pozabljivo. Komični vložki so tako kot celotna produkcija zelo ceneni. Za zadnjega pregledu sem prišparal še eno nadaljevanje z naslovom Hiro no Kakera Daini Show. S tem sem se malce ustrelil v nogo, ker nisem gledal prve sezone, zato ne morem prav nič komentirati, kaj se dogaja v drugi. Imel sem pa malce sreče, da v prvi epizodi druge sezone flashbackajo dogajanja iz prve in lahko sklepam, da gre za štorijo, kjer se 17-letna Tamaki preselila na podeželje k babici, tam pa se že takoj sooči z nadnaravnimi pojavi in jo pred nevarnostjo reši postaven fant, ki pa je tudi obseden z demonom. Kasneje v okolišu Tamaki spoznajo še nekaj fantov, ki imajo posebne moči in se skupaj borijo proti vsiljivcem, ki želijo ukrasti poseben meč. Prva epizoda nove sezone je 3/4 flashback, proti koncu pa se kot kaže stvari s posebnim mečem malce komplicirajo. Ne ravno serija po mojem okusu, a glede na povečano število očednih fantičev je verjetno res to serija bolj namenjena dekletom. S tem pa se je zaključila 10. epizoda pregledu svežih animejev in tudi zadnja v tej sezoni. Ker so preostali animeji le še nadaljevanja, ki jih že v prvi vrsti nisem nikoli gledal, se mi zdi rahlo nepotrebno namenjati dodatne promocije in omembo. Tako da, kar se tiče pregledov svežih animejev, se vidimo šele v naslednji sezoni. Medtem pa lahko pričakujete še kaj zanimivega. Do naslednjič pa uživajte!